tukaj na drugem večeru, Zbrano za znanost. In z menoj je znanstvenik, ki ga že vrsto let zelo močno občudujem, pa najverjetneje nisem edina, dr. Andrej Detelj. Ko sva zunaj govorila, kako naj ga opišem, kaj vse mu naj pridam k imenu, je kar rekel, pač povejte tisto, kar je na vabilu, ne? Se pravi, teoretski fizik, filozof, pesnik, inovator, zagotovo še kaj, predvsem pa avtor pomembnega dela Sintropija, za katerega bi sicer zelo rada rekla, da sem vsega prebrala, pa bi se zlagala, ker ga nisem razumela. Zato mi povejte, Andrej, najprej dobrodošli. Najprej se vam zahvaljujem, ker ste vse enačbe v knjigi označili s posebno barvo, da jih bralci lahko preskočimo. Vas kdaj moti, vam gre kdaj na živce, da navadni smrtniki, kot smo mi, kompleksnih misli, ki se vam najverjetneje utrinjajo v najbolj banalnih okoliščinah, preprosto ne zmoremo dojeti? Ne, to s tem ni... Se nič smo prežgali? A se sliši? Dobro. Ne, s tem ni nič narobe, jasno, pač knjiga je pač združuje več pristopov, več jezikov, ker sem prepričan, da pravo stvarjam, da smo razreževali tako umetniški kot znanstveni pristop, ker če pogledamo recimo zgodovino znanosti, pač velike znanstveniki so se vsi ukvarjali tudi s umetnostjo več ali manj, recimo Einstein, ki je igral med Molino in tako naprej. Tesla, ki je pač znal ure in ure recitirati velike pesnike v originalnih jezikih in tako naprej. Se pravi, umetnost znanstveniku pomaga v spodbujanju domišljije. Domišljije je pa nekaj, kar je v današnjem času zelo zapostavljeno, pač, ker smo se tako racionalizirali in dajemo prednost nekemu znanju. Domišljija je pa pač podrejena potem tem. Če mogoče tukaj sem preskočil na eno od teh dveh knjig, ki bomo dosti tudi pokazali na Humboldta, ki je rekel, pač, kakšna znanost je to, ki obogati naše znanje, ampak ubija naše domišljije. In to je dejansko znanost v zadnjih 150 letih, ki se je tako specializirala. Torej, večkrat me kdo vpraša, zakaj pa tukaj recimo pesmi zraven v znanstveni literaturi. Predvsem zato, ker sem tudi napisal, da se zazremo v nek širši prostor. Tako kot recimo pogledamo skozi okno, vidimo zelena drevesa, smo če več v naravi, zato da smo sploh normalni. V našem času moramo zelo paziti na to, da ohranimo to človeško normalnost, presežnost, če tako rečem. Tako da je jasno, da od nikoga ne moramo pričakovati, da bo recimo vse enačbe razumel, ali pa da bo izvežban v umetnostih, ampak pač ponujeno je vsakemu in potem vsak na svoj nasen način poskuša združiti v sebi tisto, kar lahko združi. Kitak mora vsak svoj nasni način iskati, ker neke objektivne resnice itak ni, v takem smislu, kot so znanstveniki še pred dobrimi 100 leti mislili, ali pač. Zdaj, preden se dotakneva knjig, zaradi katerih smo se sploh srečali tukaj, bi se vrnila k omembi tega, da so znanstveniki tudi umetniki. Vi ste znanstvenik in ste pesnik. Pesmi, ki jih je moč najti tukaj v uvodu. V vsako poglavje so vaše in če mi dovolite, bi prebrala samo ene 3 hajkuje, ki so mi zanimivi zaradi tega, ker se dotikajo narave in ker so nastali v naravi, več o njih in kako se vam utrnejo, ne vem, kako zmorete iz kompleksne enačbe, no, ne bom niti brala. V hajku, ki je tudi ni enostavna umetnost, pa vendarle sem vsaj zame, jaz se laže nanežem na nje. Torej, 7 hajkujev, 3 bom prebrala, recimo. Ta noč je gosta, srce prediha čase, vzdržiš tišino. Cvetovi vodi,
odsev čistega neba, skrivnost začetka. Oj, ti čebela, ko zrežeš prav v dno cveta, veš, kaj mu daješ? Kdaj so nastali? Torej, vsem za vsakega se spomnim, da je nastal, prvi je določen je gosta, torej, to je pač nastalo med neko nočno meditacijo, dejansko v tistem času, pač jasno človek čuti takrat pač tisto gostoto noči okrog sebe. Potem tisti drugi kraj, ko je nastal na Ljubljanski barvi, se spomnim, takrat spomladi, mislim, da je bil maja, rumene kalužnice so cvetele v tistih jarkih za izsuševanje akvarija. Tretji kraj, ko je pa nastal na vrtu pri enega prijatelja, ki sem ga prišel obiskati in sem čakal nekaj minut, da je prišel domov in sem na njegovem vrtu okrog rožnega grma letele čebele. Pač v tistih minutah, pač, ko sem čakal podarjen čas, ko potem nastane enako. Hvala. Ti dve knjigi, ki bomo, kateri istočnica sta danes, najprej je to Narava, zdravje in popravi, Florence Williams. To je knjiga spodaj tudi na levi strani. Avtorica je mestno dekle, ki ugotovi, da je narava fantastična stvar in zagotovo morajo za to obstajati znanstveni dokazi, kajti narava sama po sebi ni dovolj, je treba dokazati, da je res dobra. Šalim se, navezujem se na en pogovor, ki sem ga imela prej zunaj, upam, da bo tudi podelil koščke še z nami. Res zanimiva knjiga. Raziskujejo se aerosole, fraktalna ureditev sveta, zakaj je narava tako pomembna za nas. Druga je pa pravzaprav delo zgodovinarke, naslov je Iznajdba narave, prigode in pustolovščine Aleksandra von Humboldta, izgubljenega junaka znanosti, strokovno delo zgodovinarke, ki je res izjemno zanimivo. Preden pa povem več, morda bi bilo dobro, da na kratko poveste, kako ste vi videli knjigi pravzaprav. Najprej eno, ki je dejansko nek pomemben prispevek k dojemanju življenja in dela nekega znanstvenika in zavedanje o pozitivnih zdravilnih učinkih narave skozi Američanko, ki živi v mestu. Povejte, malo nekaj besed, kako ste ju doživeli. No, če grem najprej na prvo knjigo, na Iznajdba narave, pač zgodba o Aleksandru von Humboldtu, nemškem znanstveniku. Malo mlajši bil od Goetheja, bila sta velika prijatelja, posebno v mladih letih, ko sta imela še več časa, da sta lumpala skupaj. Goethe se je pač od Humboldta učil znanosti, Humboldt od Goetheja umetnosti. Tako da sta se pravzaprav drug pri drugem oplajala v tem holističnem pristopu do ustvarjalnosti. Oba sta ves čas čutila se življenje, da drug drugemu veliko dolgujete in so ostale prijatelja do konca. No, Humboldt je pač, on je bil biolog, predhodnik Darwina, o Darwinu vsi vemo, poznamo, Humboldtu pa večinoma verjetno nismo še niti slišali. Čeprav je Humboldt vsaj toliko naredil kot Darwin. Brez Humboldta Darwina ne bilo. Ker Darwin je stal na Humboldtovih ramenih, tudi sam si dobesedno tako izrazil. In Humboldt je bil tisti, ki je sploh pojem narave nekako iznašal, ki prej je bila narava nekako sam pač delal v naravi, kmetje so delali v naravi, znanost tistega časa je bila znanost mrtvega sveta, Newtonova fizika, potem matematika razsvetljenskega stoletja, pač 18. stoletja, potem je pač kemija, takrat je bila šele po vojih, biologija pa pravzaprav dobro, vsi so bile razne sistematizacije v biologiji, Lamarck pa tako naprej, ampak to pa, Humboldt je bil pa tisti, ki je pa res
povezal vsako živo bitje v naravi, je nekako vso pozornost opazoval vsako posebej in potem vsa ta bitja povezal v celoti. Mislim, njegovo področje delovanja je neizmerno široko, od geologije do botanike, zoologije, klimatologije, meteorologije, s kulturami se ukvarja, kulturami raznih avtohtonih vrst in tako naprej. Ogromno je potoval po svetu, prepotoval pač velik del Južne Amerike, tudi Severne Amerike, v Rusiji šel do Bajkalskega jezera in to v tistem času, pač na začetku 19. stoletja, ko še ni bilo vlakov, pač ko so potovali s kočijo. In je znal se te stvari na izredno zanimiv način prikazati, pisal je knjige, ogromno je napisal in je v svojem času zbudil neizmerno zanimanje, tako da njegove knjige so izhajale v velikih nakladah, bile takoj razgrabljene. Kot zanimivost recimo povem, da so tako recimo natisnili takrat na začetku 19. stoletja 20,000 izvodov njegove monumentalne knjige Kosmos, ki govori tudi o astronomiji med drugim. In čez nekaj dni so morali že ponatisniti, ker so ljudje v vrstah stali, da so jih kupili in ko so z vlakom te knjige razpošiljali potem v vse evropske države, recimo v Rusijo, so na raznih železniških postajah stali knjigarnarji raznih knjigarn in prisilili strojevode, da so preusmerili vlak v njihovo mesto, da so oni dobili tiste knjige, ki so bili sicer v Sankt Peterburg, recimo, namenjene, pa prišle so po München, recimo. Tako da pač Humboldt je pač umrl leta 1859, v visoki starosti 90 let, do zadnjega dne ustvarjalen. In od svojega pač začel pri 20 letih na veliko potovati okrog in potem 70 let res ustvaril, tako da je res ogromno naredil, napisal in tako naprej. Ampak ravno v času, ko je pa on umrl, so se pa neke druge tendence začele v svetu znanosti. Ravno v tistih letih je prišel ven entropijski zakon, ki je nekako zadal neko tak močan udar življenju, ki Humboldt je ravno nekako s svojimi knjigami neko slavospev v življenju ustvaril, pač iznajdba narave, kako se narave med sabo povezal, kako se bitje med sabo sodelujejo. V tem je bil bolj čist kot Darwin, ker Darwin je potem nekaj desetletij pozneje uvedel pač s svojim naravne selekcije in boja za obstanek, kako bitje med sabo se žrejo drug drugega. Humboldt je na prvo mesto postavil sodelovanje, nekaj pozitivnega v naravi, tisto lepoto v naravi, ker pač kot sem prej rekel, Humboldt je bil zelo nekako pod vplivom umetnosti, Goethevega občudovanja narave, vemo, da je Goethe se tudi z botaniko ukvarjal. Tako da je potem po sredi 19. stoletja se pa znanost zelo specializirala v posamezne discipline, so se ločile med sabo, ni bilo več čistega holizma, ni bilo več čiste presežnosti, ki je možna samo, če se vse skupaj v neki celoti gleda. Potem je prišel tudi ta nesrečen entropijski zakon, ki trdi, še zdaj pač precej v veljavi, ki trdi, da vse v naravi propada, teži proti kaosu, zato da življenje je samo neka začasna pozicija in če ga hočemo ohraniti, moramo druga bitja žreti, uničevati, če še Darwina noter vključimo. Ampak tukaj se potem takoj lahko navežem na vašo biografijo, ki se tudi bere kot kakšno tako delo. In sicer, mar ni bilo, če sem si prav zapomnila, ko je vaš profesor umiral, je nekako res težavo izdahnil, da najverjetneje zakon entropije res ni mogoče dokazati in vam s tem nekako dal tudi zeleno luč za entropijo in vse, kar ste vi razvijali do takrat in še razvijate, oziroma ste razvili. Je kaj na tem? Ja, torej, to je bil profesor Kuščer, Ivan Kuščer, pač on je velik del svojega življenja, pač bil je
glavni strokovnjak za termodinamiko v Sloveniji in velik del življenja posvetil temu, da bi dokazal entropijski zakon, ker je bil res izjemno sposoben v matematični fiziki, v teh bolj zahtevnih matematičnih fizikalnih teorijah. In to je nekaj, kar je orodje za dokazovanje entropijskega zakona. Ampak potem pa pride en 20-letni študent k njemu z predlogom, da bi pač ovrgali entropijski zakon, pač s konkretnimi predlogi. In ta profesor reče, ne, dragi kolega, to je popolnoma nemogoče. Entropijski zakon je najbolj trden vseh fizikalnih zakonov. Je res, da ga še nismo čisto do konca dokazali, ampak dokazal manjka samo še lak. Tako kot po hišo, ki je zadeva samo še polakirati. Mislim, dobesedno. Tako je rekel. In potem sva pač, v začetku sva bila tako mečkan bolj na trdih odnosih, ampak potem je bilo pa zanimivo to, da sem postal prijatelj z njegovim sinom, ki je tudi prišel fiziko študirati. In potem smo se srečavali pri njem doma v kuhinji. In tako smo prišli do enega tazga tihega dogovora, da se pa tam ne bomo entropiji pogovarjali. In je potem tam postal mečkan bolj mir z mano. In potem njegovo postavilno predavanje, pač 5 let pred smrtjo, je pač se izbral za temo, kako bi že točno na svoje predavanje, ali lahko zaupamo entropijskemu zakonu, ja, to je bila tema. In pač to je bilo 200 ljudi v tisti velike predavalnici, tudi razni profesori in tako naprej je začel. Jaz sem razmišljal, o čem bi imel to zadnje predavanje in sem se za to odločil. Zakaj sem se za to odločil? Ja, dobro, vsej, nekateri pač ne verjamem entropijskemu zakonu, ampak šlo se v tem, da so to kakšni najbolj briljantni fiziki. In tik pred mane pa sedel profesor Sternata, in da kaj sem zasukal, tako le mene gleda Sternata. On Kušar je potem 1 uro pa pol, je res neverjetne bravure, tam se, takrat se še skredo po tabli pisalo, neverjetne bravure iz matematične fizike tam po tabli izvajajo, res je pokazal izredno znanje matematike in fizike in tako naprej. Na koncu je pa priznal, da se entropijskega zakona do zdaj še nismo dokazali in se ga verjetno tudi ne bo dalo dokazati. Se pravi, lak je v bistvu bolj usoden, da si uspel misliti. Ja. Zdaj, prebrala bom iz spletne strani knjige Sintropija v polifaznih zibelkah in bi vas prosila pač za interpretacijo. No, seveda lahko bi že bilo dovolj, da bi prebrala in razumela, ampak žal. Tako da preberem kratek odlomek in mi boste povedali, bi vas prosila za neko enostavno razlago sintropije v luči dejstva, da danes na naravo po eni strani gledamo na ezoteričen način, kot na neko vsemogočo zdravilko. Več kot nas je, ki živi v mestih, bolj jo glorificiramo, hkrati pa vemo, da nam lahko že samo en dokumentarni film Preživetja v savani zna povedati, da obstajajo še vedno pleni in obstajajo še vedno tisti, ki ta plen lovi. Ampak, najprej preberem ta del. Sintropija je tista samoorganizacijska sposobnost narave, ki presega omejitve entropijskega zakona. Entropija je mera za nered v naravi. Entropijski zakon pa pravi, da se na svetu ta nered vedno bolj veča. To teorijo o entropiji so pred 150 leti postavili nekateri slavni znanstveniki tistega časa, potem pa se o tem sploh niso več spraševali. Sintropija pa je nasprotje entropiji, torej je negativna entropija. Obstoj sintropije Andrej utemeljuje na večjem številu teoretičnih ali praktičnih primerov iz širnega sveta, ne samo iz laboratorijev, temveč tudi iz širne narave. Pojem sintropije naj bi si zaslužil pazljivo znanstveno preverjanje v fiziki, matematiki, filozofiji, umetnosti. Kaj je sintropija? Sintropija pa ta beseda ima dva pomena. En pomen je kot negativna entropija, pač to je potem matematična količina. Če je entropija pač po entropijskem zakonu, ki je pod vprašajem,
če entropija narašča, potem sintropija pada. Če pa entropija pada, pa sintropija narašča. Zame je sintropija veliko pomembnejša zadeva kot entropija, zaradi tega, ker entropija pomeni večanje kaosa pot k nekemu neurejenemu stanju, k nekakšni smrti. Sintropija je pa pravzaprav ravno nekako tisto življajoča moč v naravi. In to je pa drugi pomen besede sintropija, pač samo organizacijska sposobnost narave. To se pravi, narava, pač, ali pa vsak del narave, vsako bitje v naravi, vsak določeni fizikalni sistemi so sposobni brez zunanjih vplivov se sami organizirati. Do zdaj smo poznali pravzaprav čisto nasplošno, tako v znanosti nasplošno, organizacijo samo pod neko zunanjo prisilo, pod neko zunanjo avtoriteto. Potem bom lahko navezal še na to, kaj to za sociologijo, pa filozofijo, pa psihologijo pomeni, ampak če začnem pri fiziki. Entropijski zakon je prepovedoval to, da bi se sistem, nek fizikalni sistem, brez zunanjega vpliva sam organiziral. Entropijski zakon da tak sistem lahko samo razpada v vedno večji kaos, pa se v najboljšem smislu samo ohranja stalno istem stanju nekakšen mrtvili, zamrznjenem stanju. Entropija pa pravi, da se lahko brez zunanjega vpliva tudi samo organizira. In to je, to sem v tej knjigi pač teoretično prikazal na nekaj primerih, ki so bili zelo temeljito obdelani najprej z analitičnimi, matematičnimi metodami, potem z raznimi numeričnimi modeli. Ogromno smo pač utrujali razne računalnike, še pa, mislim, to je bilo na 1000 ur računalniškega časa, tako da smo dobili res zelo prepričljive rezultate. Na osnovi teh rezultatov pa sem potem predlagal v knjigi nekaj eksperimentov. Bili so tudi parametri eksperimentov že izračunani. Nažalost, Štefan inštitut, ker sem bil takrat zaposlen, ni hotel podpreti tega, pač češ, da ta stvar ne prinaša trenutnega denarja in to jim je bilo edino pomembno. Tako da potem te eksperimenti še zdaj niso izvedeni v taki obliki, kot so v knjigi, ampak zdaj pripravljamo eksperimente na mečken drugačni osnovi, tako da jih bomo lahko tudi brez podpore kakšnega tako imenitnega inštituta pri nas izvedli. Lahko rečem še to, da pred 30 leti sem tudi že en eksperiment naredil, ki je tudi dal pozitivne rezultate. Takrat še ni bil pravi čas za to, da bi pač to, da bi svet priznal entropijo. In so bili vsi profesori na fiziki odločno proti, brez kakšnih jasnih argumentov, ampak enostavno prišlo da tako rekoč do pogroma na fiziki. Tako da takrat nekaj članka, ki sem ga imel že pripravljenega za objavo, o tistih eksperimentih pač nisem objavil. Tako da zdaj je pa drugačen čas. In zdaj pa nekako svet prišel v neko tako situacijo, da so poti, po katerih hodimo, vodijo slepo ulico, to ljudje zmeraj bolj priznavajo in iščejo neke nove možnosti. No, če prej sem omenil, da lahko entropijo prenesemo tudi še na področje biologije, psihologije, sociologije, filozofije. Področje biologije se pokaže, da v vsaki živi celici na nivoju proteinov se dogajajo entropni procesi, ki dajo posamezni osnovi živih bitij, se pravi celicam, dajo tisto moč samoorganizacije. Tako da se vsaka molekula, vsak atom snovi, ki pride v celico, postavi na točno pravo mesto. Vse dosedanje teorije v biokemiji, biofiziki ne znajo razložiti čudovite organizacije živih organizmov. Predvsej sem sodeloval recimo tudi z biologi, recimo z inštitutom Bion,
In pač zdaj je tudi na področju biologije precej raziskav v smeri sintropije. Tako da v biologiji pravzaprav sintropijo že celo nekako bolj priznavajo kot na področju fizike, ki je pač zmeren tako. Pač, recimo medicina bo ta zadnja, ki bo priznala kakšne alternativne metode zdravljenja, še homeopatije, mislim, da ne priznavajo v zdravniški zbornici. Fizika bo zadnja, ki bo priznala sintropijo in tako naprej. To je zelo žalostno. Pač ta znanstveni feudalizem, če ga tako imenujemo, ker se pač znanstveniki borijo za svoje feude in ne pustijo nobenih novih idej v svet, v polje znanosti. Ampak vi ste, Andrej, en tak človeški primer sintropije, se pravi, vi ste to svojo idejo nekako vedno urejali, vedno zmogli samega sebe, skupaj s to idejo samega sebe postaviti vedno na pravo mesto. Se pravi, imate za sabo zelo veliko okoliščin, ki vas niso podprle. Ampak to v ničemer ni spremenilo vašega namena. Torej, ste vi v bistvu kot človek živ dokaz, da sintropija deluje. Ja, torej to je sintropija na psihološkem področju in potem lahko rečemo tudi na socialnem področju. Pač sintropija je prav nekako se uspel v sodelovanju, pač, ki omogoča neko skupno sozvanjanje k dobremu. V tej knjigi sem pač pokazal med drugim, kako je potrebno neko sozvanjanje med večjimi entitetami, ko pride do harmonije, se vzpostavljajo tako imenovani sintropni pogoji, pač fizikalni pogoji, ki omogočajo sintropijo. In če pride do tega sozvanjanja, recimo tudi na biološkem nivoju, po človeški družbi, potem pride do neke samoorganizacije sistemov, v tem primeru nekih družbenih sistemov. To je potem tudi lahko prineslo na področje filozofije. Pač eno od zadnjih poglavij v knjigi sem temu namenil, pravzaprav zadnjih poglavij, kako je s filozofijo, pri sintropiji. Zanimivo je to, da azijske filozofije nekako bolj razumejo pojem sintropije kot pa evropske filozofije, ki se naslanja pač na evropsko znanost, ki je znanost mrtvega sveta, ki ločujejo. Pač recimo eno največjih znanstvenih takih orodij, ki so ga stari Grki izumili, je pač to, da izločiš en del iz celote, ta del analiziraš in ga potem nazaj v celote skušaš vključiti. Ampak v zadnjih 100 let je zmeraj več vprašanj, a nismo mogoče s tem kar polovico vesolja spregledali. Ker šele v tej celovitosti lahko vidimo marsikaj, kar pri posameznih delih ne moremo videti. Tako da, evropska filozofija je pravzaprav odraz tega relativno mrtvega pogleda na svet. Če pogledamo pa azijsko filozofijo, je pa tam nekako prav v osnovi priznavajo to celovitost, povezanost v vsem vesolju. Ne bom rekel, da so stvari tako idealne, se pač v Aziji je ravno tako zelo veliko nasilja kot pri nas, ampak kar se pa tiče nekaterih teh filozofskih elementov, pa tam ljudje hitreje razumejo sintropijo kot pri nas. Recimo zanimivo, da potem, ko nobena avtoriteta v akademskem svetu v Sloveniji pač ni hotel slišati o sintropiji, je to idejo podprl eden od največjih indijskih filozofov, ki so bil pri njem pred 40 leti. In je rekel pač ja, mi v Indiji že skozi vemo, da je entropijski zakon ne velja. Ampak zdaj je rekel, ni čas nekih jogijev, nekih modrcev, nekih filozofov, zdaj čas znanosti in boste veseli, da ste znanstvenik, da bojo potem ljudje sploh poslušali. Če bi se dovolila poigrati z idejo, recimo, da imate jutri priložnost za to, da bi nekaj dni, nekaj mesecev preživeli. Bi takole iz daljave, ko bi vzeli v zakup vso znanje, ki ga imate, vso dogajanje, naj si bo politično,
in tudi obče človeško, bi vseeno dobili dokaz za sintropijo? Če bi tako odzoril na vse to, kar se dogaja. Mislim, da ja, ker v zdajšnjem času se te stvari spreminjajo. Ni vse tako katastrofalno, kot zgleda, če beremo množične medije, ker množični mediji, televizija in tako naprej, so ujeti v neke populistične fore in pač se prilagajajo neke množiče všečnosti. In potem v to všečnost se potem urinejo noter vsi mogoče interesi, recimo ta afera s Facebookom, zdaj je tipičen primer. Pač Facebook, ki večina ljudi pač mislila, da to je pa neko družabno omrežje, kje pa. Facebook je izredno prefinjeno orodje za črpanje osebnih podatkov, ki se jih potem prodaja raznim korporacijam ali pa politikom. Zato je bil izvoljen Trump v Ameriki, zato je prišel do Brexita. Zaradi Facebook je to mogoče, pa Cambridge Analytica. Ampak kje je tukaj ta naravni red stvari, ki nekako se kulminira v dobro? Ga še čakamo? Smo zdaj pač nekje na tej poti in preprosto morda ne bomo dočakali tega momenta, ampak je na vidiku, kako je s tem, kako verjeti v tem času v to zahtevno idejo, ki je meni sicer ljuba. Zdaj smo na tej poti pač ogromno glasovja, ki pač vidijo stvari, vidijo, da po starih poteh ne gre več naprej, imajo posamezne ideje pač o dobrem na razne načine, se pa te stvari niso še med sabo povezale v neko skupno, neko tako zelo močno nekakšen komet, ki bo prežaril pač celo nebo. Tako verjetno še čakamo nekakšen tak zelo močan dogodek, da se bojo te stvari med sabo povedali. Recimo Naomi Klein, ta kanadska sociologinja, ona pravi, da bo verjetno klimatska sprememba ta reč, ki bo prisilila ljudi, da bojo na drugačen način začeli razmišljati. Ona jasno pove, da znotraj kapitalizma, kakršnega poznamo danes, preživetje človeštva ni možno. Ker je to pač uničujemo klimo in bomo se čez 10-20 let pač enostavno uničili naše življenjsko okolje. Spravi, sintropija ja, ampak brez človeka. Ker to pa se mi zdi smiselno. Ti pa nimam nobenih. To marsikateri filozofi lepo reče, pač nič, lahko povem tisto zgodbo, ko so se Zemlja pa Venera, se približno vsako leto se srečata na poti okrog Sonca. Venera gre hitreje okrog Sonca kot Zemlja, Zemlja malo počasneje, ampak se vsake toliko časa nekako pridete skupaj in potem se malo pogovarjate, kadar ste skupaj in je Venera vprašal Zemljo, kako pa ti si Zemlja, kaj se je zadnje leto, ki zgodi Zemlja, pojame, slabo, bolna sem, slabo se počutam. Eni čudni paraziti so na meni naselili, ljudje se imenujejo, te paraziti, uničujejo me. Pa Venera reče, neč hudka, se bo minilo, se bo izumrl zelo hitro. Če bojo ljudje izumrli, bojo insekti bojo gotovo preživeli, tudi podgane bojo preživeli, to so zelo tako prilagodljiva bitja. Ampak jaz verjamem, da bomo tudi ljudje preživeli. Verjamem to, da bo prišlo do to, čemu rečejo biologi, torej, ni vse samo v naših genih, ampak na gene so vezani eni proteini, ki se pa znotraj posameznega življenja spreminjajo, glede na izkušnje in vplivajo na gene, tako da naše izkušnje spreminjajo gene. Temu se reče, kako? Epigenetske, ja. Epigenetske spremembe so to. To se pravi, da to, kar se dogaja, zelo pospešuje naša genetska informacija. In torej, to je ena od rešilnih bilk,
pač, da se bomo recimo naslednjih desetletij toliko spremenili, da bomo spremenili tisto stvar, kar nas najbolj uničuje. To, kar nas pa uničuje, pa pravzaprav želja po prevladi in izkoriščenju. Da hočemo na račun drugih samega sebe potrjevati, to je tisto ravno, kar je Darwin s svojim bojem za obstanka nekako vcepil v celotno družbo in kar je potem socialni darwinizem tako, kot neko normo postavil, potem Thatcherca s tistem society does not exist, there is no alternative. Tiste fore, ki je še zdaj ta neoliberalni kapitalizem nekako podarek kot edino možnost. Ampak to je zdaj že čisto očitno, da je to enostavno popolna slepa ulica, da to nikamor ne pelje in da je treba tukaj radikalno nekaj spremeniti. Epigenetske spremembe lahko privedejo v eni generaciji do tega, da bomo drugačen odnos do nasilja, vzpostavljamo nasilja nad drugimi biti. Ker zdaj smo polni nasilja, da bi samega sebe potrdili, da bi prevladali, da bi žrli na račun drugega. Pač ena žival žre drugo žival. Prej so, tukaj imam ta knjiga, ki nisva omenila prejle, je Narava, zdravje in popravi, sem rekla, pisala jo je gospa, ki je imela izkušnjo narave in jo je potem nekako želela obrazložiti znanstveno, kjer žal ni živela v bližini nje. Pa mi povejte, kaj menite o seciranju dobrobiti narave v znanstvene namene, se pravi, da iščemo posamezne dele v naravi, ki jih skušamo dokazati, da so dobre za nas, naj si bo to, kot sem prej omenila, aerosoli, naj si bo to fraktalna ureditev, kakorkoli že. Najverjetneje vi kot otrok, kar je tudi ste sami povedali in zapisali, narava je za vas predstavljala neko zatočišče. Najverjetneje so prve izkušnje z naravo, ki ste jih imeli, niso bile znanstvene, niste skušali analizirati njen pomen, ampak ste samo začutili, kako bi to aplicirali na knjigo, ki sem jo omenila in kdaj se pa vendarle je začelo fizikalno razumevanje zakonitosti narave. Ja, ta knjiga res pač napisala je Američanka, dojena v New Yorku, preživela mladost tam, potem se poročila, živela nekaj časa v Coloradu, mečkim bliže naravno, potem pa spet v Washington, spet eno veliko mesto. Se pravi, zelo pogrešila stike z naravo in zato je potem se bolj resno notila raziskav, zakaj nam narava tako dobro dene. Ampak to se je znanstveno lotila, posamezne koščke analizirala in jih skušala s tem nekako dokazati, da narava je pa dobra, da nam pomaga. No, ko sem bral to knjigo, sem pač jasno takoj sem se mislil, kakšne sreče imamo Slovenci, da je vsak od nas, tako rekoč v pol ure, lahko na sredi divjine. V Inške Vindgar, recimo, smo tukaj preko 25 minutah. In si mislim, Slovenci imamo veliko več neposrednega stika z naravo, smo ohranili tisto racionalno doživljanje narave, ki so ga večina ljudi na zahodu Evrope, pa ne v Severni Ameriki, že izgubili. Ker tam so pač družbe tam zelo racionalizirane, so poudarke na ekonomiji, na učinkovitosti, na uspešnosti in tako naprej. In zaradi tega pač so tudi dosegali precej z nasiljem, da zdaj prevladujejo v svetu in vcepljajo v svetu tudi svoj pogled na naravo, čeprav mi ga imamo pravzaprav neprimerno globljega. Zdaj nimam natančnega podatka, mislim, da je na 200,000 Slovencev članov Planinske zveze Slovenije, potem skoraj vsi hodijo poleti za nekaj tednov v naravo, ali na more, ali v hriba, kamorkoli. V Ameriki tega praktično ne počnejo. Grejo za 2-3 dni, mogoče v Yellowstonski park, to je največ, enkrat v življenju mogoče grejo tako v naravo. Recimo smešen podatek knjige, jaz sem najprej mislil, da je tiskarska napaka priporočilo, da bodite vsaj 5 ur na mesec. Mislil sem, da je napaka, da je na teden, potem se več kot v knjige to ponovi. 5 ur na mesec bodite vsaj v naravi.
Ja, za slovenske razmere je to smešno, ne? Ja. Tako da, zdaj tako, ta knjiga, jaz sem tam zelo veliko zanimivih podatkov. Te podatki so čisto uporabni, če hočeš koga prepričati, ki je hud skeptik. Je zelo dobro poznati podatke, ali pa če smo v hudi depresiji, da se spravimo, potem ja pa zaradi aerosolov moram ven, recimo tako naprej. Ampak zdaj tako, v Ameriki so tako nekje na dnu. Upajmo, da s pomočjo takih knjig, kot je tale, kot je zelo koristno za njih. Ne bojo prišli spet gor, ampak mi smo pa že mečkam više, nam ni treba priti čisto do dna, s tem, da slepo sledimo Ameriki, ampak lahko kar takole gremo že na drugo stran, po kakšni viseči barvi. Pač te podatke so zelo koristni, samo pomoč, ko moramo kakšne ministre pripričati, recimo, ker oni so pa res zelo tupi, za take stvari. Za njih so te podatke zelo pač uporabni, so, da jih pripričamo. Ampak nekako je pa neprimerno, pomembno je, da imamo pač tisti neposredni živi stik z naravo, ki je nekaj presežnega, ki je nekaj neposrednega, ki ne temelji na ločenih posameznostih, ampak na povezavi vsega. In to je tisto, kar smo prej rekli, da bojo stvari se vse te vizije med sabo združe, povezano v neko skupno pot, ki bo neko sintropno pot v prihodnost utrla. In tukaj ima pa res ta prvinska vizija narave lahko ogromno da. V vašem življenjepisu, ki, če sem prav razumela, ste ga narekovali kolegu in je bil potem zapisan po vašem pripovedovanju, piše takole. Zaradi očetovega nasilnega obnašanja, prizadetega tudi zaradi zapora v taborišču Dachau, Andrej preživi veliko časa proč od doma v bližnjem gozdu, ki ga pomirja in napolni. Zavedno se soljubeče zbliža z naravo. Ko je Andreju 11 let, brat pobegne od doma in si ne vrne več domov. Za seboj pusti sobico s kopico zanimivih knjig, med katerimi Andrej s posebnim navdušenjem prebira dela izumitelja Nikole Tesla. Njegove ideje ga tako navdušijo, da izdela svoj prvi elektromotorček, ki je, kot s ponosom pove, deloval takoj, že pri prvem poskusu. Ker denarja ni imel, je materiale navadno poiskal kje ob cesti med sprehodi in jih spravljal v velike žepe na hlačah. In zdaj, povejte mi, omenili ste, da je narava začuti, da ima nek vpliv na nas, ki nam dokaže, da je vse povezano. Kako ste razumeli naravo, brez tega seveda, kar veste danes, takrat kot Andrej, ki ste nekako obežali v bližnji gozd, da bi našli mir, in kasneje kot 11-letni Andrej, ki je pravzaprav v naravi iskal delčke za elektromotorček, se pravi, narava vam je kot otroku služila na dveh ravneh. Povejte mi, kako v prvem in kako v drugem kot neko uporabno sredstvo, v prvem pa najbolj tudi, ampak na drugačen način. Ja, je zelo povezano eno in drugo. Recimo tisto prvo, pač neposredno doživljanje narave pomeni recimo zlitje bom povedal samo par primerov, zlitje z gorskim potokom. Opazuješ vodo, kako teče in gledaš tokovnice in vidiš, kako so žive, kako se naravi nekako se giblje, premika, kako ima neko svojo notranjo energijo, kako potuje skupaj s časom, če tako rečem. Ko dolg časa to opazuješ, se začneš zavedati, kakšen pomen ima čas v naravi. Čas ni nekaj abstraktnega, ampak postane nekaj inherentnega čisto vsemu. Pozneje sem recimo na osnovi tega spoznanja časa nekako začel globlje doživljati magnetno polje, ker magnetno polje ima v sebi tudi informacijo o času, električno polje nima. Tako da magnetno polje ima nekaj mističnega v sebi. No, potem recimo veter, ki veje pač čez drevesne krošnje,
cvrkotanje ptic in tako naprej. Vse to nekako v enem takem skupnem polju povezano in omogoča nek neverjeten mir, ker včasih ugotoviš, da čas teče tako iz preteklosti v prihodnost, kot iz prihodnosti v preteklost. V knjigi sem to na par mestih omenil. In ko se oba časovno tokova med samo združita, potem nastane pač tista neverjetna umiritev, ki pač zelo veliko poznajo kot sem prej že omenil, v azijskih filozofijah, umiritev v času. Ni to, da časa ni več, ampak čas dobi neko drugo kvaliteto. No, če grem naprej, od opazovanja potokov k elektromotorčkom, pač malo pozneje, nekaj let pozneje od teh potokov, se spomnim, ko sem v rokah držal magnete, ki sem jih spet jaz na cesti na poti šole našel, in sem dal magnet na dlani, sem čutil nekakšne mravlinčenje, pa sem zdaj pozoren, kaj je to. Obiskal sem takrat, pač moj sošolc je bil Tomaž Pego, ta pokojni kantavtor, in njegov oče je celo življenje se z neko teorijo, zelo zanimivo teorijo magnetizma v vesolju ukvarjal, in on je tako par stavkov o magnetih povedal, da tako čute, to pa je nekaj pomembnega. In tako da potem sem pa res malo sestavil svoj prvi elektromotorček. Sliko sem videl pač v eni knjigi od Tesla in res tisti motor, mislim, da sem bil 13 let star takrat. Res je tako delal, pač zdaj ga imam nekaj v enem predalu, pač kot nek muzejski preeksponat. In pač nisem tistega motorčka potem nikoli tako zares uporabljal, ampak meni je pomenilo to, da sem nekaj naredil in da pokažem, da se energija lahko pretvarja iz električno mehansko, iz mehansko potem izmočno, pa stvar brni, recimo in tako naprej. No, malo pozneje, kakšno leto pozneje, pa let pozneje sem pa spet, če se vrnem k gorskim potokom, da sem pazil en drug elektromotorček, ki je bil sicer kupljen. Zdaj elektrotehniki vejo, da vsak elektromotor tudi kot generator lahko deluje. In naredil sem same na tako mehno turbinco, tako veliko, tako širok propeler, in pač na tistem potoku postavil to turbino in na os turbine pretrdil ta generatorček in res je lučka sveta, ena mehna žarnica je sveta. To je bilo pa potem pretvarjanje mehanske energije potoka v mehanske energije od tiste turbine, potem v generatorju pretvorba v električno energijo, potem v žarnici pretvorba v svetlobno energijo. Ampak ta mehanska energija vode je pa prihajala zapravo iz celotne narave. Cela narava je na nek način pela in potem na koncu spet svetloba pride. Zapravo spet nekako se vrne nazaj v to naravo. Zapravo vsa ta povezanost, ki pa res vse te nivoje nekako zaobsega. Tukaj recimo sem pravkar videla, da ste v 7. razredu napisali prosti spis o svojih izumiteljskih sanjah in dobili celo spodbudo, učiteljica za slovenščino, spodbude verjamem, da so v mladem umu takrat bile zelo pomembne in naprej ste se potem ukvarjali z radioamaterstvom, elektroniko, izdelali ste radijski detektor, tranzistorski radio na baterije, potem še miniaturni magnetofon in tako naprej. Najverjetneje ste bili za bližnje, velikokrat tudi naporni, ko pa je v vas najverjetneje skozi brbotalo ta naravna danost, po radovednosti. Zdaj ne vem, če sem bil tako naporen, ker sem bil zmeraj zelo zadržan pred drugimi, pač spet zaradi tiste prehude zahteve po disciplini doma. In tako bolj sem se v svoj svet nekako umikal in sam zase delal in glasen mislim, da nisem bil. Vaš brat je tukaj. Ja. A je bil glasen kaj? Ne. Ni bil glasen.
Lepo vzgojen fant. Se pravi, niste v bistvu, vaš notranji svet je bil in še vedno je izjemno bogat, ampak ne na tak način, da bi ga delili z vsemi in vsem kazali in da bi nekdo že oddaleč vedel, da se v vami dogaja več življenj hkrati. Kako ste imeli takrat v tem obdobju tega brbotanja v glavi, hkrati pa v nekem primežu, ko ste rekli avtoritarne vzgoje, kakšnega sogovornika, ali so bili to mogoče imaginarni liki, so bili to geniji preteklega stoletja? Kdo je bil tisti, ki vam je stal ob strani? Ja, torej je bilo nekaj sogovornikov. Torej, moja mama pač je bila nekako zelo, tako imela nek izjemen čut za naravo, ampak to s takim tisto naravno brihtnost, da je mimo vseh dogme znala stvari videti in spodbujala v nekem nedogmatičnem razmišljanju. To je bila pač ena taka dobra osnova. Ampak kar se pa tiče pač neke strokovne podpore, dobro, imel sem v osnovni šoli in v srednji šoli potem dobre učitelje za matematiko in fiziko, učiteljice. To sem ima hvaležen. Pa sem hvaležen tudi mojemu sošolcu Petru Ligiši, ki so sedeli skupaj 8 let, zapravo od 5. razreda osnovne šole do mature, so bila ves čas skupaj, pač v isti klopi so sedeli, on je bil odličen matematik, zdaj je profesor na fakulteti za matematiko in fiziko in so si pač takole na klop s sličnikom smo pisali z ultrapas in bil na klopeh s sličnikom, tako kot mečovskimi urami smo si dali razne naloge z matematike in fizike. Potem smo bilo takole slino obrisala, pa spet na novo pisala. Učiteljici so nekaj časa odsezile, pa so pa začeli tolerirati, ker smo oba bila pač odličnaka in so pa pustili to. Torej, on je bil veliko spodbuda, ne pač sem imel enega pač tovariša, v tem on je bil zmeraj ta prvi v Sloveniji na matematičnih tekmovanjih, jaz pa na fizikalnih tekmovanjih, tako da so si fevde razdelila. Jaz vam za vaš še recimo 2 vprašanje, potem pa bi še občinstvu dali možnost za nekaj vprašanj. Povejte mi, vprašanje, ki me zanima, je seveda povezano še vedno s to vašo knjigo in vašim življenjskim delom Sintropija. Pa me zanima, ali ste v življenju, v tem času, ko ste pravzaprav verjeli v to svojo idejo in jo dokazovali, vendar pa zunanji svet je ni želel sprejeti, se pravi, ni bil še očitno pravi čas za to, vas je to kdaj skrbelo, bolelo, frustriralo, ste se kdaj bali, da ideja ne bo zaživela, da ste toliko pred časom, da bo šla skupaj z vami na oni svet? To v bistvu ne, je pa res pač bilo dostakrat zelo naporno, ker je prav neverjetno nekako kako neko idejo, ki pravzaprav ni nič tako zelo nenavadnega, je pravzaprav nekaj najbolj normalnega, ampak zaradi določenih dogem in pa zaradi štrebanja v neki znanstveni hierarhiji, pač znanstvene autoritete na vse načine skušajo pač uničiti. Ravno, če se to dvoje združi, ne pač ta dogmatični pristop, pa bitka za napredovanje v neki akademski ali pa kakršnikoli hierarhiji, ko se to dvoje stavbo združi, eno drugo čuje in to je tisti največji zaviralc nekega napredka. To ni samo znanost, to je posodsko. In to imamo v Sloveniji še izkušen s tem. Tako da sam sem pravzaprav ravno zato, ker sem pač dregnil v eno to tako zelo sveto kravo v teoretični fiziki. Ker moram reči, 2 fizikalne zakona se smatrate kot najbolj pomembno. En je energijski zakon, pa da se energija ohranja, vsota vseh energij se ne nastane kar iz nič, pa se ne izniči, se pač ohranja. Drugi najbolj pomembni zakon je pa entropijski zakon. In ko nekdo dregne v entropijski zakon, potem pač
tista dogmatičnost v avtoritetah oživi, ker ravno dogme so tiste, ki omogočajo avtoritetam, da ostajajo naprej v visokih mestih v hierarhiji. In to je posod, ali v religiji, v cerkvi, recimo, ali v znanstvenem svetu, ali tudi v svetu umetnosti, čeprav tam so stvari mogoče malo bolj fluidne, ker se tam v dušah pač govorimo. To poznamo pač vse te probleme. In tukaj je bilo zelo zanimivo glede sintropije, da niso znali dokazati, pač, zakaj sintropija ni možna, zmišljajo so se razne argumente, ampak se zmerno pokazali, da so bili te argumenti na trknih nogah, ampak še zmerno so pa s tako krčevitostjo, s tako zagrezenostjo pač nekako kljubovali. Ampak vi ste nekako, se mi zdi, to kljubovanje oziroma samo iskanje, to je tudi moje zadnje vprašanje, po njem ste segali tudi po tujih krajih, recimo, prej ste omenili indijskega znanstvenika, ki je rekel, da je sintropija njim že dolgo časa jasna in povsem razumljiva. Vi ste v 80-ih se potepali več mesecev po Indiji, se tja tudi večkrat vrnili, celo zapisali, da je bila na nek način Indija za vas svež veter v jadra sintropije. Tam ste v tistem času, ko ste to najbolj potrebovali, našli neko podporo, potrditev, da je ta pot, po kateri greste in kateri se zavezujete, prava. Kaj pa danes, recimo, kje v svetu, tukaj in zdaj, je to tudi narava, slovenska narava, tista, ki vas nekako nazaj kalibrira, če kdaj uidete, recimo, z mislimi ali dejanji iz neke svoje poti, v katero verjamete. Je to narava danes ali bi že tako jutri šli spet nazaj v Indijo? Torej, zdaj se zavedam, da je tukaj treba določene stvari dokončati. Indija mi je zelo veliko dala, sam zaenkrat mi je dala vse tisto, kar od nje potrebujem ta hip, čeprav me pač zmerno zelo zanima vse te indijske filozofije. Zdaj sem recimo pridelal ravno od zagovora doktorata od Tine Košire. Ona je zdaj ravno pred 2 urama je doktorirala iz kašmirskega šivaizma. Tako da te stvari me jasno zanimajo ves čas in ni mi pa treba zdaj navratno nos delati v Indijo. Ko bom šel spet v Indijo, bi rad jaz v Indiji nekaj dal. Recimo, mi vem, da bi zelo zanimalo slišati, da smo končno dokazali sintropijo tudi eksperimentalno, na več načinov. Tukaj je pač treba zdaj dokončati določene stvari. Narava jasno mi zelo veliko dala, brez tega bi težko preživel. Tudi res je to, ker tista knjiga Narava zdravi in popravi. To je vse res je pa dobro, da to tudi neposredno občutiš in še bolj pomembno je, da to tudi prakticiraš. Recimo sem kar predvsem v naravi, pred enim tednom sem videl 2 medveda na 50 metrov daleč. In vas je bilo kaj strah ali pač nekaj povsem običajnega? Šel sem po poti in takole na tej poti, na sredi poti 50 metrov pred mano sta 2 medveda sedela. Jaz sem tako najprej se takoj ustavil. Ta prva stvar, ki moraš pomisliti, je tukaj mogoče medvedka mladič. Videl sem, da tista ni bila medvedka, ker nista bila še čisto odrasla, bila sta že skoraj odrasla, ampak ne še čisto. Zaprav ni bila medvedka. Potem sem pač šel par korakov nazaj, zato da jima pokažem, da ne bom napredoval, da bom obziran. Gledali smo se pa nekaj časa, takole, par minut smo se gledali. Jaz sem napomerno čakal, pač da si navedeti, ta pot je tudi moja, v tej poti moram iti, ker če bi šel vse poti, bi prišel kar moj, tam bi pa res lahko kakšen medvedko videl. In tako postala prosta pot in so se počasi, tako, počasi se šla po travniku gor.
In tako da si me pustila, tako ne 10 minut je pač trajalo, da smo ta proces srečala izpeljali. Ampak ne, strah ni bilo popolnoma nič, ker niso medvedi sploh kakšen velik problem pri nas, če znaš se komunicira z njima. Ne? Klopi so recimo veliko večji. Dr. Detela, najlepša hvala za tale pogovor. Res sem vesela, da ste prišli. Mogoče še par vprašanj. 1, 2, 3 iz občinstva bi bili veseli, če še koga kaj zanima. Jaz bi mogoče, če lahko komentirala tole Florence Williams, ker sem jo prevedla. Mirjam Drejo, prevajalka. Da mi je šla na začetku prvo, ko je bilo pravzaprav nekako vprašanje, bi se to sploh prevaja, je šla malo na živce. Sem jo tudi dojela kot neko ameriško žensko, ki v družbi veleznanstvenikov v puščavi poskuša ugotoviti, kaj so dobrobiti narave in kaj ne se to da dokazati. A potem, ko sem se nekako premikala proti sredini knjige, sem ugotovila, da je to zelo koristna knjiga in da tudi ona, čeprav je tako imenovana mestna punca, da je že od malega čutila eno veliko zavezanost, tudi v New Yorku je ta centralni park in o tem piše, kaj se je tam dogaja, kaj je ta arhitekt, ki ga je zasnoval vse dobro naredil, tudi v zdravstvenem smislu. Tako da potem sem koncev prišla do tega, da ta knjiga mogoče ravno zdajšnjemu bralcu lahko veliko pove, ker ljudje res smo že tako naštimani, nastrojeni, da potrebujemo dokaze take in drugačne vrste. Tist 5 ur na mesec je pa tudi mene usuknali, ko sem brala korekture, sem nekaj zdaj je bilo narobe, tam na začetku poglavja je bilo 5 ur na mesec, sem pa izvedela, da je 5 ur na... Ne, 5 ur na teden, pa sem vedela, da obratno, In potem sem še enkrat preveriti original na PDF, ker nisem več imela knjiga, je to možno, ampak seveda, pač različno bivamo na tem planetu. Ne bi pa rekla, da smo Slovenci, čeprav imamo tako blizu naravo, res taki, mislim, smo naravoljubci, ampak če pogledamo te polne nakupovalne centre za vikende, to je ena stvar, pa mogoče vse, tudi ti ljudje bi lahko zelo fino izgledali s te knjige, če bi jo, recimo, vzeli v roke. Druga stvar je pa mladina, ki je pač tako zelo v tem virtualnem prostorju in tudi oni so recimo potencialni, tudi njih bi ta knjiga lahko nagovorila, da so pa notri ene stvari, ki bi jih pa zanimale, a virtualni svet res deluje ali ne deluje, ker ne deluje, samo malo deluje, a je to? V knjigi še upozori, kako pretirana raba te tehnologije uničuje našo domišljijo, ustvarjalnost in tako naprej. Kako škodi pravzaprav, kako so neprimerno bolj ustvarjalni tisti, ki ne uporabljajo pretirano pač pametnih telefonov in tako naprej. In tako da recimo je prav smešno, kako greš po gozdu, pa vidiš ljudi s slušalkami v šesih, pa mogoče imajo še kakšne tiste inštrumente na roki, da merijo korake in tako naprej srečni trik, da potem na koncu si izračunajo, ali so svoj program izpolnili ali niso izpolnili. To je pač ta trend, ko ne doživljaš naravo neposredno, ampak preko nekih številk. Še kakšno vprašanje, dr. Detela? Če smem jaz. Včas v bistvu govorimo, ko govorimo o naravi, ker na eni strani je tle narava nekaj, kar ni New York, kar gremo ven, kar ni mesto. Ampak po drugi strani vemo, da je New Yorkski ekosistem izredno bogat. Tam živijo lisice, vrane in tako naprej, v kanalizaciji živi cipuk živali in tako naprej. Mogoče so bogatejši od kakšnega gozda, recimo. Po drugi strani pa nek Colorado, ki smo dali za primer, pa neka divjina, kjerkoli drugje, vemo, da je rezultat tisočletja človeških poseganj van. Sama ideja antropocena nam pove, da v bistvu ni kotička na planetu, ki ga ne bi ljudje že spremenili, modificirali. A ima v tem ideja narave sploh še kakšno analitično, heuristično vrednost? No, vse v tej knjigi Narava zdravi in popravi je pač
poudarjam, da pa tukaj so razne stopnje. Tudi če gremo samo v mestni park, to je že neko tisto prvo okušanje narave. Potem je večje, če gremo za neki ur v gost. Še več, če gremo za 3 dni tabori, če gremo za 1 mesec. Res v divjino. To so pač vse je pravzaprav narava. Ampak če gremo recimo tako res v divjino, je vse mečkrat drugače, če gremo v mestni park, ker mestni park je vse aranžiran po naših predstavah. In se živali morajo prilagajati našim predstavam. Pridejo v ta park predvsem tiste živali, ki jim je blizu človeški način obnašanja. Od ptičev pridejo recimo vrabci, vrane, golobi, ne pa vsi ptiči. Tako da, če gremo v gost, potem je pa tam bolj čutimo tisto celovito ravnovesje med vsemi življenjskimi oblikami, ki so se skozi milijonov let, skozi evolucijo oblikovali. Tam je potem tisto ravnotežje, tisti mir, ki je rezultat tistega milijonletnega razvoja. V mestu pa vse še zmeraj tisti stres, ko se čuti, recimo kosi so prišli v mesto pred 150 leti, pri jih v mestu ni bilo. Vrabci, če greš ven iz mesta, jih ni več, so samo v mestu. Golobi isto. To so živali, ki so se ljudem prilagodile. Kosi so se šele pred 150 leti ljudem prilagodili. Tako da v divjini je nekaj, kar recimo ta knjiga ne pove. V divjini je, nekako se vsi naši čuti odprejo in moramo stvari doživljati v tisti, v kvantnem zrenju, kot jaz temu rečem. Zapravo zrenje, ki ni vezano na posamezne ločene držaje, ampak so vsi držaji skupaj zliti. To zdaj fiziologi tudi že dobro vejo, da vidni državi, izkušnji državi in tako naprej se vsi povežejo v neke skupne izkušnje. Tam res nekako vse kot celoto lahko doživimo. V mestu je vse nekako bolj razbito. Zaradi tega, ker naš človeški način življenja to razbija. Pridejo samo golobi pa vrani, recimo, na mesto. Tako da potem v knjigi jasno se tudi avtorica se tako že tudi sama mečkam, ker smeje temu na japonskem, da ta obred gozdne kopeli, Shinrin-yoku, ki danes so v delu na prvi strani, pač o tem, kako Japonci organizirajo neki urne sprehode v naravo, ali podjetje to organizira, ali določene agencije to organizira in potem, to ni tako, da bi potem nekdo spontano hodil po naravi, ampak to razni zenovski mojstri tam načrtujejo, dajte zdaj 5 minut vohati to svetlico, potem dajte vi zdaj odtipavati ta kamen nekaj časa, ker vse je vodeno. In to je potem gozdna kopel, da se okopljaš v energiji gozda. To je japonski način. Oni dejansko uživajo, potem so srečni. Sem bil dosti časa na Japonskem, da vem, kako to zgleda. Japonci organizirajo recimo skupinski obred občudovanja polne lune. Firma organizira podjetje, najamejo neko najboljšo restauracijo ven iz mesta, pa se usedejo tam, najamejo pesnika, ki napiše kakšen haiku o polni luni. In direktor podjetja ima nagovor, kako smo vsi srečni, kako krasno sodelujemo, kako se podpiramo, vsi za enega, eden za vse. Naše podjetje je bilo drugo leto še boljše, ker se imamo tako radi in si pomagamo. Zdaj pa, dragi pesnik, povej nam pesem o polni luni. To je v bistvu ta estetika narave, prefinjena estetika, ki zdaj narave pravzaprav ni čisto isto kot estetika. Mislim, je lahko tudi estetika, ampak ni pa popolnoma isto. Še eno vprašanje, če ima kdo, potem pa bomo počasi zaključili. Mene zanima
sintropijo, ne? Sintropijo, a s tem se samo vi ukvarjate, ali recimo še kdo drug na svetu, da se nekaj čisto laično vprašanje? Torej, čisto sam nisem. Pred približno 10 leti sta dva kitajska znanstvenika iz Šanghaja sta tudi naredila en poskus, s katerim sta dokazala sintropijo. Poskus, ki je bil nekoliko soroden tistim, kar sem ga jaz pred 30 leti že delal, zaprav ona dva pa jaz smo eksperimentalno dokazali. Zdaj pripravljam pač, kot sem rekel, nove eksperimentalne dokaze. Potem je nekaj teoretičnega dela v tej smeri, recimo tudi pojem sintropija, nisem jaz izumil. To je en italijanski matematik, Luigi Fantapie, je skoval ta pojem sintropija. On je bil matematik in je obravnaval kompleksne sisteme in odkril, da v nelinearnih kompleksnih sistemih lahko pride do samoorganizacije tega sistema. Potem so pozneje še nek drugi, Kolmogorov, Arnold, Moser, pa tako naprej, tudi ruski matematiki, potem, ko so bili že računalniki, se je dali kompleksni sistem veliko bolj temeljito modelirati, so pokazali še primerov, čisto matematično sintropijo, ampak niso pa to vezali na fiziko, to je čisto matematično. Jaz sem potem tudi matematično analiziral, ampak na osnovi fizikalnih sistemov. Zato sem povezal matematiko in fiziko, to je potem zelo močno orodje, da lahko potem v svet narave to prenesaš. Drugi, ki se je ukvarjal s sintropijo, je bil pa biokemik Albert St. Georgi, madžarskega rodu, potem je bil na zahodu živel in mislim, da Nobelov nagrajenec. In on je pa to na področju biologije pač utemeljeval pojem sintropije. Ni uporabljal matematike, je pač samo preprosto opazoval procese v živih organizmih in je govoril samo organizacijo. Uporabil pač ta izraz od matematika Fantapieja. Zapravo, nekako ni povezal z matematiko, tako da je ostala eno v eni smeri, drugo pa v drugi smeri. Tako jaz sem potem tukaj dodal še fiziko zraven, pa skušam povezati vse to. To je ta dva Kitajca, tam kot sem rekel, ki sta eksperimentalno dokazali, ampak je zanimivo, dva Kitajca so imela iste probleme kot jaz. Avtoritete na kitajskih univerzah so jo grobo zavrnile in sta potem utihnila. Vi pa ne boste. Hvala lepa.